govorci. Ta srečanje, delovanje novinarjev je organizirano ravno na Koroškem ali v Dušnem, v Kranju, kjer sta večino delne dobe upravila zakonca Janko in Mira Gačnik. Bila sta prosvetarja, torej prosvetna delavca, kulturna delavca, predvsem pa tudi zelo velika domoljuba, kar je bilo v tistih časih verjetno še bolj pomembno, kot pa je v naših časih. Janko se je rodil v Rakcu leta 1895, ki je bila njegova mama v službi, bil je nezakonski in da je mama pač še najprej dala skrbo svojim staršem v Limpiča, kjer je preživel mladost in kjer je izvodil v Rimsko šolo. Tole je Soli Veliče leta 1903, torej ko je hodil v šolo Janko, pa je Janko, v tem razredu, v tej šoli, ki je učil ravnatelj, kasneje bili pa duhovnik Anton Vogrinec, ki je bil prav gospodin za njegovo življenje. Anton Vogrinec je bil doma iz okolice Ptuja, zelo namerni duhovnik, služboval je v Veličah, in je takrat razmišljal o reformah v Rimsko-katoliški cerkvi. Potem je v nemščini napisal knjigo Nostra Maxima Culta, ki je šla leta 1904, kajti malo so ga pa cerkvene oblasti prisilile, da se je javno povedal vsem tudi svojim zahtevam po reformi v Rimsko-katoliški cerkvi. Vse tiste stvari, ki so zdaj že uveljavljene, skratka bil je Petelin, ki je prizgodaj pel. V šoli je opazil nadarjenost Jankovo in mu je omogočil nadaljnje šolanje v srednji šoli. In sicer se je Janko se je želel pisati leta 1909 v Celovcu. Zaradi slovenstva so ga odklonili, pa še nekatere druge dijake šolarje, in so se potem odpravili v Maribor, kjer se je vpisal brez posebnih problemov na dijaško učiteljišče, deško učiteljišče v Mariboru. Leta 1909, tam je imel med drugim dva znana osebnostna šolca, to je Vinka Müllendorferja, njegovo prednico so zatovali v letoma, torej znani pedagog, pa etnolog, in pa Slavka Osterca, skladatelja, zbrovodja in pa skratka muzikusa. Leta 1914 je maturiral, zelo dobro maturiral in upravil, in je bil iman za podučitelja. Ne vem, kakšna šarža je to, znamo, že da je nekaj začetnik, in bil je potem začel učiti pri Sveti Barbari, to je zgornja Kojena v Slovenskih Goricah, vendar je bil že marca naslednje leto poslan na nabor in potrjen in sprejet v šolo za rezervne oficirje v Admont, kjer se je šolal od novembra tega leta, in novembra je moral že na fronto, soško fronto, in sicer za popolnitev ljubljanskega križpolka črnobojnikov. No, na soški fronti je sodeloval v četrti, kajti šesti bitki, in poleti leta 16 je bil ranjen bil je bitka Poslavja, je bil ranjen leta 1916. Že kar zdaj naj omenim, da je Janko Gačnik bil zelo navdušen fotograf. Fotografska kamera ali aparat ga je spremljala od mladosti do starosti, torej do smrti. In v vseh dogajanjih med prvo svetovno vojno na soški fronti in kasneje, ko je bil v Karpatih, je napravil posnetke in leta 1933 je naredil album vseh teh posnetkov, in ta album sem slučajno podedoval in sem za njega spomnil pred lani, da se je pač začelo stoletnica proslavljanja v začetku prve svetovne vojne, in lani sem potem izdal vsemi teh fotografij in njegovih življenjepis. Tukaj ga vidimo na soški fronti 100 metrov za fronto na Kalvariji, torej pri bitki za Gorico, ranjenec v bolnišnici presekal, in potem je dolgo ukreval v zaredju,
Bil je povišan iz prapoščaka v poročnika, dobil je srebrno medaljo Franca Jožefa za hrabrost in spomladi leta 17 so ga spet z ljubljanskimi črnovojniki poslali v Romunijo, sicer v Zavedje, v Karpate, kjer je služil do konca vojne. Tole so oficiri, častniki sovjetski, z kakšnim napisom, kakšnik je tale, ki stoji, pa njegova medalja. In do konca tam je doživel konec prve svetovne vojne in vedno sredi meseca se je vrnil v Ljubljano, ker je bil pač pristojen v Ljubljani. Tam je že zvedel za boje za severno slovensko mejo in se je hotel prijaviti v narodno vojsko, vendar se v odklonil, češ naj postane uradnik, ker potrebuje bolj uradnik, kot pa vojake. Z Vinkom Möldendorferjem pa so šla na lastno pes na Koroško, Bodovlje, in med drugim se je udeležil bitke za tunel pri Podrožci v začetku leta, to je narobe, 19. In sicer zelo se pripisuje tisti tunel, kako so tam pač mučne bilo. Potem je pa do te ponesrečene ofenzive slovenske, do 28. aprila, čuval demarkacijsko črto, to je sicer neka druga črta, demarkacijsko črto, linijo, ki je bila potem prekinjena z bitko, ponovno ofenzivo slovenskih čet 28. aprila in 29. aprila je bil v taki traski ranjen, zelo resno, levo nogo, so mu proti sverovcu preselili nogo in ga ujeli, prijali so ga na letrskem vozu, če veste kaj je to, z enim pijanim voznikom, ga prijali v Zerovc, tam so ga zelo slabo tretirali, skratka, tista stvar se je komaj da zarasla, komaj da je stal živ. No in potem junija, ko so jugoslavijske čete, torej to so te bitke, recimo te veliki jugoslavijskih čet, zavzeli Celovec, so ga tam, tako je prijali Kraška Slatina na okrevanje. Celo življenje je stal vojni invalid, ampak kljub toga ni uviralo pri njegove aktivnosti, tako da je bil celo 34krat, kot sem napisan, na Ušli gori, se ste mogli. Hude preizkušnje so ga čakali tudi iz nas v Italiji in drugo svetovno vojne, ki vseeno zmogel. No, za svojo hrabrost je dobil zlato Obrličevo medaljo leta 1922. Eno pomembno poglavje v njegovem življenju so bili Libiliče. Priključitev Libilič nazaj k Jugoslaviji. Kot veste, so plebiscito leta 20 Libiliče dobili v Avstriji. Libiličani pa so se začeli upirati in so trdili, da so glasovali za kraljestvo SKS, torej tam pri plebiscitu. No, in potem so se nekako združili štirje pomembni ljudje, poleg Gačnika še Rudolf Lencin, to je bil sin tistega ravnatelja, ki smo ga videli iz Moša, to je direktor osnovne šole Libiličan, sicer zelo znan šolski nadzornik v stari Jugoslaviji, učitelj Jan Kuhar, ki je bil bratranec Preživa Voranca, sicer pa upravitelj šole osnovne Črne na Koroškem, pred drugo svetovno, pa po drugi v Dravgradu. In pa že omenjen Anton Ogrinec. Uspehi so pri slovenske vlade, so še enkrat preštili te glasove in potem so Libiličani se na današnji dan po 94 letih priključili v kraljevino SKS. Zanimiv je ta posnetek, ki ga je naredil Gačnik in sicer kako so kromnega kmeta ali pa nepokretnega Zavrčnika priljali na glasovanje, da je visitelj glasoval za Jugoslavijo. No, med obima vojnama tudi sicer je bil Gačnik skoraj 40 let učitelj, naravno smo takrat obušnali, razen med drugo svetovno vojno. To je bila osnovna šola, današnja občinska stavba v Buštanju, ravno na Koroškem. No, potem dokaz, da je začel učiti leta 2021, je tole šolsko naznanilo, spričevalo polletnem polletnega šolanja, ki ga je bil buštanski gospod, njegova hčerka mi je tako sosodila tole, da sem se lahko skeniral in sicer je tole podpis Janka Gačnika. Po njegovi pripovedi, torej tega gospoda, oziroma hčerka mi je tako povedala, predvsem pa tudi drugi pričevalci naravna. Erwin Brodiger je bil znani kronist Mežiške doline, pisal veliko koroških družinarjev, pisal je tudi o tem Gačniku
njegovo izkušnjo, ker se ni naučil v pesmi Soča v srbohrvaščini na pamet, ga je z metrom po hrbtu in se je meter prelomil in namesto da začel se jokati, se je bolje začel smejati, je pa še s palcem po hrbtu in je po pouku moral ostati in na glas ponavljati Sočo v srbohrvaščini in je znal praktično na pamet do smrti. Potem še nekateri učenci, njegov sporadnic je znani učenci, ki je rekel, da so pač bili do 38, da spočni živili, čeprav se predstavili, da so šli peš čez te hribe, v Libeliče, kjer so na mestu pouku njemu pomagali, ker je svojo hišo tam obdavljal. Skratka, take epizode so znane. No, leta 25 je postal upravitelj otroškega vrtca in osnovne šole in sicer v leta 1930, to so posnetki iz tistega časa. No in zdaj pa še nekaj besede njegovi ženi. Žena Mira je bila rojena z zelo veliko imeni Elfrida Elvira Marija. Mira Šijanec. Šijanec je bila zelo znana družina, glavno je bila rojena Vročana, kasneje so se preselili v Maribor. Oče je bil pedagog in glasbenik. Bratje, trije so bili dr. Fran Šijanec, je bil umetnostni zgodovinar, ne predceli, potem v Mariboru sem je bil umetnostno zdravo za svojiško varstvo, če se tako. Drago Marjan je bil glasbenik, je bil violinist, je bil komponist, skladatelj, živel v Argentini, Dario Marjan Drago se je pisal, se je imenoval, Stanko pa je bil profesor zgodovine. Mira je končala četvorišče dekliško v Mariboru, potem je delovala v študencih pri Mariboru, tu je leta 1927 prišla v Buštan, spoznala Gačnika in se poročila leta 1930. Zanimivo je tole, da vodila so knjižica njena, službenički list, ki je bil izdan leta 1926 in sicer je zanimivo to, da je bil napisan najprej v čirilici, latinci, ampak samo v srbščini. Podatki vnešeni so pa slovenske napisane. Torej, po njenem, kjer je vse bila v službi, to je bilo leto 1936, je bil zadnji pis vsaki 10 let. Učila je tretji razred, bila je zelo blaga učiteljica, kot mi je povedal njen učenec, gospod Anton Luther, ki po starem letu 30 let in je meni pravo zelo zanimive stvari, vendar ni čas, da bi jih razlagal. Skratka, tole je njen podpis, to je podpis njegovega očeta in imel je praktično samo petke, razen pri petju, prvo poletje. Bila sta po razne šole tudi aktivna na drugih področjih, kulturno-umetniških. Bila sta aktivna člana Buštanskega Sokola, ki je bil ustanovljen leta 1921. Bila sta Janko bil tajnik gordbenega in pevskega društva, oba sta bila dobra glasbenika. Mira je bila odlična pianistka, on je prebral celo več inštrumentov. Naslednji pevski zbor Buštani. Potem je sodelovala sta v gledališki skupini in Janka je napisal libreto za opereto brezposelni pevec, glasbe napisan glasbenik izlušanja. No, veliko je tudi pisal polemične spise, takratne časopise in v učiteljskem tovarišu leta 30 objavil je na ta popisek na Stana Zvoja, kjer je trdil, da je bil plebiscit s Nemčkim bili slede tega, ker so učitelji, učenci dali v nemškem duhu v vseh ozirih in poleg tega piše tudi zelo kritično še o prednotenju učiteljskega dela, o nagradah, financah, to, kar je še zdaj problem, in napisal, boli nas, da smo glede nagrad zapostavljeni za stanovi, ki ne vrše za državo nič važnejšega dela kot učitelji narodnih šol. Še vedno aktualno. Svoje dele je bil zelo pomembno likovanje, redni slanske krone, tretjega stopne lekcije Dika Sava, ampak na njem so se začeli ponebirati črni blanki, pri nekem sporočilu v Ljubljanu so napisali, da je v škodo novega političnega pokretu sokolskemu gibanje, da mu načeluje Jan Kovačnik. Zameril po spremembi oblasti se je zameril, da je režim priplačen dr. Korošec, kot je nam sam to napisal, ga je enostavno odstavil od mesta upravitelja, kljub protestom, celo so Karl Dobašek iz predprivajo poslanc, je celo poslal interpelacijo na ministru za prosveto v Beograd brez Haska. No,
Naslednja Črni vlačnik je bila prva druga svetovne vojne. Janko je takoj se zavedal, da ga bodo Nemci likvidirali v prvi priliki, zato se je 6. aprila kljub temu, da bi bili javno v Jugoslavijsko vojsko in še 14. aprila je gospodine konc, ostal je v Ljubljani, žena pa se je odpravila Maribor k staršem. V Ljubljani se je priključil OF-u in februarja v Raciji, 40 je bil zajet, poslan v Bruce, v izgnanstvo, ne v Tatujice, na vas, kjer je bil potem do kapitulacije, leta 43. septembra. Potem pa se je prebijal s pomočjo domačinov in vseh drugih mimo Nemcev in do na jug, kjer so bili zavezniki, stisnil svojo pokvarjeno novo in prišel je v Branino decembra, to je zbirno taborišče za borce Narodnostne vojske Jugoslavije. V tem, to je njegova izkaznica, v italijanščini, torej Giovanni Gačnik, je bil tam, potem piše, zanimivo piše spodaj, glavna sinistra Piporta, torej delo Nove Kreša. V taborišču je vodil prosveto primorskih Slovencev, ki so bili preko štirijanski vojaki, učil jih je marsikaj in je med drugim izdal taborično čitanje po leta 1944, to je zanimiva publikacija, ki na 96 straneh posamezna prispevki slovenskih pesnikov in pisateljev, tudi njegove trije prispevki, 800 ciklitirani izvodov. Čitanko mi je skeniral gospod Šuštar in sem zelo hvaležen, da sem bil bil. Po drugi svetovni vojni sem se vlada vrnila v Buštan. Janko je postal upravitelj vojaškega doma v tej zgradbi, kjer je bila gimnazija, dokaj niso novi zgradili in to 2 leti. Mira je učila na osnovne šoli. Tole je grad Ravne, se pravi Buštan, Ravne Buštan, gimnazija, vojaški dom in tudi knjižnica današnja. Po drugi svetovni vojni je bil od, se pravi, 45 do 47 upravitelj, potem pa je postal ravnatelj osnovne šole Buštan od leta 47 do 51. In kot zanimivo se navede tole. Buštan se je preimenoval v Ravne na Koroškem leta 1952. Po njegovem nekako pobudi pa so dali šoli ime Ravne, osnovna šola že leta 1948, kar je 4 leta prej. Tole je, na primer, podatek, oziroma potrdila ali dokaz, spričevala, ki mi ga je posodila šolarjem iz tega časa in ki ga je učil tudi v Gačni, nova vidita leta 1940, Gačni podopis, pa osnovna šola Ravne. Tako da so izgledali Ravne na Bušna leta 50, to je bila osnovna šola, tu je bil Sopolski dom, ki ga je tudi nastal, ko so naslili Gačnika, no to je poželj naselje Čečovje, se je že začel formirati v prvi bloki. Poleg tega se ga dijaki, učenci spominjajo kot zelo uspešnega vodja, vodijo tudi folklorno skupino, skratka učence izpodbujal v petju in tako je moj sosed, ki ga je učil, mi je povedal, da so vsak dan in zadnjo uro prepevali na koncu pouka. Poleg tega je bil aktivno kot tajnik zveze borcev in je veliko poskrbel za ta obeležja iz druge svetovne vojne, med drugim tudi pri postavitvi nagajega spomenika leta 1947, torej ta nagajega spomenika, nekaj zdaj stoji še na Dobrijah. Oba sta bila tudi zelo javna v sindikalnem kulturno-umetniškem društvu Svoboda, današnji Prežnik Govoranc. Skratka, obšolske dejavnosti zelo bogate. No, leta 1951 pa se je končno upel, verjetno mislim, da je to invalidsko pobiti ravno zaradi teh novih težav z programi in žena je zaprosila za premestitev v Maribor, ker je učila in od razloga je bila pa tudi zelo težna mama, za katero je skrbela. Tudi v Mariboru je ostal zelo družbeno aktivn in sicer je bil predsednik zdravstveno-prosvetne komisije, torej območne organizacije, okrajne organizacije Rdečega križa, izdali svojo posebno publikacijo, zbornik, v katerem ima kar 3 zelo zanimive prispevke, med drugim o tem, kako so predvajali vzgojni film
v Završah, to je na Mislinjo in to v sredi nekaj hudija steženja se vračali vse tiste kamere in projekte, kratko zanimivo piše. Bil je tudi predsednik Zveze prostovoljcev, borcev za severno mejo, leta 1819. Poleg tega je bil predsednik Slana Priškovega Voreca, ki je skrbel sklad nekako za nadaljevanje Vorančeve dediščine ali pa pač obeležja, ki so bile povezane s Priškovim Vorecem. Oba sta bila zelo dejavna na klubu koroških Slovencev v Mariboru in je organiziral številne nastope za mestnih pevskih zborov v Mariboru in v vseh krajih okolici Maribora, tudi v Žiški dolini, v Slovenski dolini. In zato je dobil tudi Draposnikov priznanje Slovenske prosvetne zveze. Obdržal je slike s Koroško, pogosto prihajajo v Libeliče, to so Libeliče leta 67. Objavljal je članke, da je v lokalnem časopisu Koroško novinar, zelo pomemben časopis, preko se za naše kraje, z veliko podatki o dogajanjih v preteklosti in v tistem času. In si dopisoval sem z dr. Francem Sušnikom, ravnateljem gimnazije in kasneje študijske knjižnice z znanim književnim ustvarjalcem, tako da je bil aktivn praktično do konca svoje življenja. Umrl je 4. septembra 1967 in so ga pokopali v Libeliča. Žena pa je umrla malo kasneje, 30. oktobra 1973, vendar so bratje, ki so bili še živi, zahtevali, njihove odločitve bila, da je pokopili v Mariboru in pokopala na pokopališču Podbrešje. V Libeličah stoji zelo lep spomenik, v katerem so napisane tipične karakteristike Zagačnika, torej Gačnik Janko, tukaj je učitelj in borec, 1895 in 1967, ob strani pa piše Imam čez jezero, da je bilo navezano za domovino ali tudi na kulturno javnost. Njegova bibliografija je do zdaj mi je uspelo najti toliko not, verjetno jih je še kaj več, tu in tam še vedno kakšno najdem, 24 pa nisem napisal. No, že prej sem pomenil, da sem podedoval ta album, ki ga je on leta 1933 naredil fotografije iz Soške fronte pa iz Romunije. Zelo nisem vsot napisal z svojimi glasnim časopisom, torej tekste. In potem sem se nekaj spomnil leta 14, občina Skvane na Koroškem je bila za to, da se ta zadeva izda, da si čeprsko tudi bilo življenje žene, in sem potem izšla ta knjiga o Janu Gačniku, lansko leto, ob 120-letnici njegovega rojstva in pa ob 100-letnici začetka Soške fronte, kjer je tudi udeleženec. Na občini to je občinska stavba, kjer je bila nekoč šola, v kateri je učil Gačnik in tudi Gačnikov trg se imenuje Ankor, pravzaprav na kateri ta stavba stoji. Tu je občina nekako davnih projektivite spominske plošče v spomin Janku Gačniku, ki moram priznati, da je bil med ljudmi premalo znan, zato so se tudi odločil, da ga predstavim. Razen seveda med učenci njegovim bivšim, ki jih je učil, vendar je teh vedno manj. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost, pa če je to kakšna stvar nejasna, ali pa da vas kaj zanima, prosim, vprašanje. Julija leta 1945 nekaj časa tudi okrožni šolski nadzornik v Mariboru. Je pa bil hitro odstavljen, ker ni bil čisto na partijski liniji. To sem jaz svojih razistavah. To je dobro. Meseca Julija je bil v Mariboru okrožni šolski nadzornik. Še vedno zbira podatke. Jaz sem nekaj vsega pisal, da vsi pis je, če lahko povem, kaj ne muči, če to ne. V prvi svetovni vojni, torej tisti, je zelo malo podatkov o njegovi udeležbi. Enostavno ne vem, kaj je bitki bil ranjen, kam je bil ranjen, samo to, da je bil. Potem ni želel nekaj pisati, se je sramoval tudi tega
tega priznanja za hrabrost, ker enostavno njih hotel več biti povezan z Mini na Avstrijo, ki je veliko sovražnih Avstrijcev ali Nemcev. Tako da to je prva zadeva, ki me muči. Ne najdem nobenih podatkov zapisov, tudi z Švajcarjem sem bil v kontaktu, če bi on vedel, on še največje izvedel, da sem kenteni iz člani te soštofonte, komisije, da je uspešno. Druga stvar, ki me muči, je pa žena Mira, ne vedi svetovno vojno, v Mariboru. Ne bi tam učila, kar pa je malo verjetno, da bi Nemci bili slovenski učitelji, so angažirali kot učitelji. Vse je dogajalo, te bom porazil v svojem referatu. Vse je dogajalo, nisem želel podatka o tem, kje bi bila učila, pa kaj, pa tudi ne potem, tudi so to ne vojniša tej šoli učila v Mariboru. Šla še potem, kako sem rekla, ker imam jaz podatke o slovenskih učiteljih med okupacijo, ki so učili na nižjih šolah. Ampak zdaj se ne spomnim na pamet, ali je med njima, ne, imam pa seznam. Imate seznam, ja nisem tudi pravega človeka našel, da se to iskal. Prav. Čekaj. Naslednjega bi kar povabil.